Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Danes o Merkurju, najmanjšem, a vseeno zelo zanimivem planetu Osončja, okoli katerega je pred kratkim poletelo evropsko plovilo Bepi-Colombo. Nato pa nazaj v čas, v zelo mlado vesolje, v katerem so kot gobe po dežju rasle čudne galaksije. No, glede na nedavno raziskavo, niti ne tako čudne. V rubriki krajših novic omenimo konec satelita Gaia, skorajšnji začetek opazovanj teleskopa Vera Rubin, pa gravitacijsko lečene zvezde iz mladega vesolja in zaključimo s svetlobnimi packi. Gremo. Osmega januarja je plovilo Bepi-Colombo obletelo planet Merkur. Gre za plovilo Evropske vesoljske agencije, namenjeno raziskovanju Merkurja. To je bil 7. oblet. Leta 2026 se bo plovilo utirilo v orbito okrog planeta in ga nato več let z različnimi instrumenti zelo podrobno proučilo. Od tega plovila smo dobili že nekaj lepih bližnjih posnetkov Merkurja, ki sicer na prvi pogled izgleda kot Luna. Torej zelo sivo površje, posejano s kraterji najrazličnejših velikosti. Kraterji imajo zanimiva imena: Bach, Tolkien, Debussy, Monet. Torej kraterji so poimenovani po slavnih kulturnikih. Bepi-Colombo ni prvo plovilo, ki je oziroma bo obiskalo Merkur. V 70-ih je planet trikrat obletelo plovilo Mariner 10. Med leti 2011 in 2015 je okrog planeta krožilo plovilo Messenger. O planetu smo torej dobili že kar precej podatkov, o njem vemo precej, vseeno pa ne vsega in zato tudi potreba po novi misiji. Se mi pa zdi, da je planet nekoliko pozabljen in da se ga omenja predvsem v povezavi z astrologijo, o retrogradnem Merkurju mogoče malo več kasneje. Zato nekaj zanimivosti o tem malčku oziroma glasniku bogov. Merkur je bil eden izmed bogov v rimski mitologiji in ena od njegovih funkcij je bila komunikacija med bogovi in navadnimi smrtniki. Planet Merkur ima precej sploščeno orbito. Sonce obhodi v 88 zemljinih dneh. Okoli svoje osi se zavrti v 58 dneh, torej se zelo počasi vrti. Je najmanjši planet v Osončju s polmerom 2200 km, Zemlja je skoraj trikrat večja. Je kamnit planet, večinoma sestavljen iz kovin in silikatov, nima atmosfere oziroma tehnično gledano bi lahko rekli, da ima neko atmosfero, ampak je praktično neznatna. Zato, ker nima atmosfere, ki bi prenašala toploto, in zato, ker je tako blizu Sonca, je na Merkurju kar velika razlika v temperaturi, 430 stopinj Celzija na sončni strani in minus 170 stopinj Celzija na senčni oziroma nočni strani. Ker je na planetu toliko kraterjev, je jasno, da planet že dolgo ni več geološko aktiven, torej da ni bilo nobenih izbruhov, prek katerih bi lava prekrila stare kraterje. Ima pa magnetno polje. Plovilo Bepi-Colombo bo študiralo različne vidike planeta,
med bolj pomembnimi vprašanji je, kako je planet nastal. Je nastal tako blizu Sonca ali je nastal na večji oddaljenosti in nato sčasoma pripotoval bližje. No, Merkur je poseben tudi zaradi svojega gibanja okrog Sonca. Johannes Kepler je v začetku 17. stoletja iznašel 3 zakone, s katerimi je bilo mogoče opisati gibanje planetov okrog Sonca. To so bili empirični zakoni, šele kasneje je Newton uspel pojasniti, da je za takšno gibanje odgovorna gravitacija, torej isti proces, zaradi katerega jabolko pade na Zemljo, vodi do gibanja planetov okrog Sonca. Planeti se torej gibljejo po elipsah in ker z gravitacijo vplivajo eden na drugega, ne tako močno kot Sonce seveda, ampak vseeno jih ne moremo zanemariti, se ta elipsa nekoliko premika s časom. Premik, torej lahko si predstavljate, da imate neko elipso in da se položaj najbližje točke elipse nekako vrti okrog Sonca. Ampak zdaj, če se osredotočimo na Merkur, ta se ni obnašal tako, kot je, torej njegova orbita se ne obnaša tako, kot bi jo pričakovali glede na Newtonovo fiziko. V sredini 19. stoletja so meritve pokazale, da se je njegova elipsa v stoletju premaknila za okrog 2 stopinji. Računi pa so pokazali, da bi se morala precej manj. Torej, kaj je zdaj tukaj problem? Na sceno pride Francoz Urbain Le Verrier. Takrat je bil kar zvezda med znanstveniki. Nekaj več kot desetletje prej je namreč na podlagi izmerjenih manjših odstopanj v gibanju Urana napovedal obstoj še enega, še bolj oddaljenega planeta in res prav tam, kjer ga je napovedal, so našli nov planet, ki mu danes rečemo Neptun. On se je torej lotil Merkurja na podoben način in je napovedal, da bi čudno orbito Merkurja lahko pojasnili tako, da obstaja še en planet zelo blizu Sonca. In naključje je hotelo, da je ravno takrat nek ljubiteljski astronom opazoval Sonce in je objavil, da je zares našel ta planet. Le Verrier je odkritje potrdil, torej pogledal podatke in se strinjal, ja, res je tam planet. In ta planet so krstili za vulkan. Ampak ne, vsi niso bili najbolj prepričani, da zares obstaja. Različna opazovanja dodatna so tega planeta niso odkrila in več desetletij so se akademiki prerekali in razpravljali, a res obstaja, a ne. No, šele leta 1915 je bila Merkurjeva uganka rešena. Izkazalo se je, da vulkana ne potrebujemo, torej da ne obstaja. Einstein je takrat objavil teorijo splošne relativnosti, torej to je nekakšna upgradena verzija Newtonove gravitacije, ki velja v primeru velike gravitacije, takšne, kakršno najdemo v bližini Sonca. Einstein je pokazal, da njegova teorija orbito Merkurja pojasni brez potrebe za nov planet, in to je bil v bistvu eden izmed prvih in najlepših dokazov o veljavnosti splošne teorije relativnosti. Kaj pa retrogradni Merkur? O tem se bere oziroma sliši kar veliko, saj naj bi retrogradni Merkur še posebej močno vplival na naš vsakdan. Torej vse dobro tistim, ki zaupajo astrološkim napovedim, ampak mi bomo ostali kar pri astronomiji, ki si upam reči precej bolje opiše realnost, torej retrogradno gibanje. V bistvu gre za navidezno gibanje, projekcijo, če hočete. Planeti se gibljejo okrog Sonca na različnih oddaljenostih. Tisti bližje Soncu se hitreje zavrtijo okrog Sonca kot tisti dalj stran. Merkurjevo leto traja približno 88 dni, Zemljino 365 dni.
Relativna hitrost planetov se med gibanjem spreminja, ne. In če zdaj Merkur opazujemo z Zemlje, se njegov položaj glede na oddaljene zvezde spreminja. Njegovo potovanje, v narekovajih, med zvezdami pa ni vedno z enako hitrostjo, ne. Če bi njegov položaj opazovali, bi videli, da se najprej premika recimo naprej glede na zvezde, nato se ustavi, nato potuje v nasprotno smer in to je to, k čemur rečemo retrogradno gibanje. To se zgodi nekajkrat na leto. Retrogradno gibanje sicer za Merkur, zelo težko, če že ne nemogoče opazimo, ker je tako blizu Sonca. Vemo, da obstaja, ker pač to lahko izračunamo. Običajno retrogradno gibanje opazujemo pri zunanjih planetih, torej za Mars, Jupiter in Saturn. Zaenkrat poleg astrologov in znanstvenikov Merkur drugih ljudi ne zanima preveč. To bi se lahko spremenilo, če bi recimo na njem našli dragocene kovine, ampak tudi v tem primeru potovanje do Merkurja in nazaj do Zemlje ne bi bilo enostavno, bilo bi zelo energijsko potratno, tako da vprašanje, kako bi to praktično izvedli. Mogoče pa nas Merkur v naslednjih letih, zaradi novih podatkov, ki jih bo pridobil Bepi Colombo, preseneti še na kakšen drug način. Junija 2022 je vesoljski teleskop James Webb začel izvajati znanstvena opazovanja. Pred tem so s teleskopom opazovali predvsem z namenom, da teleskop kalibrirajo, zato da bodo slike zares ostre. Od junija naprej je šlo pa zares. In takrat so začele deževati lepe slike. Decembra 2022, torej približno pol leta kasneje, so pa začeli deževati prvi članki, v katerih so med drugim znanstveniki študirali galaksije, ki so jih našli na Webbovih posnetkih. Pozornost so med drugim vzbudile rdeče pikice na slikah. Bile so skoraj povsod, kamor se je Webb obrnil in dalj časa zbiral svetlobo. Znanstveniki so jih poimenovali Little Red Dots, oziroma male rdeče pike. Nomen est omen. Bilo je jasno, da gre verjetno za objekte v zelo oddaljenem, zelo mladem vesolju, torej za galaksije. Nekateri znanstveniki so zagnali paniko, ne. Če bi vsa svetloba teh objektov prišla od zvezd v galaksijah, potem bi moralo biti v teh galaksijah ogromno zvezd. Preveč, da bi lahko vse nastale tako zgodaj v razvoju vesolja. Je odkritje pomenilo, da so naši kozmološki modeli napačni. Takrat smo lahko brali precej tračarske naslove, kozmologija je zlomljena, vesolje je zlomljeno. Ampak a je res? Seveda ne. Sedaj je bil objavljen nov članek, v katerem so znanstveniki sistematično proučili velik vzorec teh rdečih pikic. Imeli so vzorec več kot 300 pikic. Skoraj vse se nahajajo v vesolju mlajšem od 1,5 milijarde let. Za referenco, danes je vesolje staro okrog 13,8 milijard let. Zanimivo je, da se pikice začenjajo pojavljati okrog 600 milijonov let po velikem poku in nato praktično izginejo 1,5 milijarde let po velikem poku. Glavna ugotovitev raziskave je, da gre v večini primerov za galaksije, ki imajo v središčih supermasivne črne luknje. O supermasivnih črnih luknjah sem govoril že v 6. epizodi, če še niste poslušali, vabljeni. V glavnem gre za črne luknje z maso več milijonov ali pa celo več milijard mas Sonca. Če se v bližini črne luknje znajde oblak plina, pade proti črni luknji. Bližje, ko je, hitreje pada, pri tem se
nekako zavrti okrog črne luknje in sčasoma se ustvari disk. Pravimo mu akrecijski disk. Tak disk je zelo vroč in seva svetlobo. Jedro takšne galaksije postane izjemno svetlo in pravimo, da je galaksija aktivna. Dejstvo, da so supermasivne črne luknje v večini teh galaksij, reši problem. Te rdeče pikaste galaksije so tako svetle v infrardeči svetlobi, to je namreč svetloba, ki jo teleskop več opazuje, ker dobršen delež svetlobe prispeva aktivno jedro. Raziskava ne pojasni, zakaj 1,5 milijarde let po velikem poku takšnih galaksij kar naenkrat zmanjka. Mogoče je to povezano z zalogami plina v galaksiji. Na tej točki so galaksije okrog jedra mogoče že porabile plin in zato črne luknje niso več aktivne in potem nekako celotna galaksija ni več tako svetla. Ampak za rešitev tega vprašanja bodo morali znanstveniki še malo pomisliti. Eno je pa gotovo, z vesoljem je vse v redu, naše razumevanje vesolja pa zaenkrat tudi še ni zlomljeno. Zdaj pa še nekaj krajših novic, o katerih smo v preteklih 2 tednih pisali na portalu. Najprej sladko grenka novica. Satelit Gaia je končal z znanstvenimi opazovanji. Satelit je 10 let skeniral skoraj celotno nebo. Cilj projekta je izmeriti natančne položaje okrog 2 milijard zvezd in drugih objektov na nebu. In to je satelitu uspelo. Misija Gaia je bila, oziroma je še, izjemno uspešna. Do sedaj je znanstvena skupnost in tej pripadajo tudi slovenski raziskovalci, objavila 3 velike kataloge podatkov in do konca desetletja bodo izdali še 2 kataloga. Vsak katalog je bolj obširen, z še boljšimi podatki in z vsakim katalogom se nabor znanstvenih projektov, ki jih novi podatki omogočajo, kar konkretno razširi. Satelitu in predvsem njegovi znanstveni zapuščini bomo marca posvetili posebno epizodo podcasta, zato danes dovolj o tem. Medtem ko se en velik projekt končuje, se drugi komaj začenja. Govorimo o teleskopu Vere Rubin, ki stoji v Čilu. Gre za 8-metrski teleskop. Posebnost teleskopa je, da ima zelo veliko vidno polje in to je za tak velik teleskop zelo neobičajno. S teleskopom bodo astronomi prečesavali nebo, vsakih nekaj noči bodo skenirali celotno nebo, južno nebo. Na ta način bodo iskali tranziente, to so spremenljivi pojavi v vesolju, kot so supernove, plimska raztrganja zvezd, izbruhi sevanja gama in tako naprej. Pri tem bodo dobili seveda ogromno drugih podatkov, s katerim bodo lahko znanstveniki raziskovali tudi druge teme. V glavnem ogromen projekt, pri katerem sodelujejo tudi raziskovalci iz Univerze v Novi Gorici. Inženirji so pretekli teden prvič preizkusili testno inženirsko kamero. Ta kamera ima recimo 144 megapikslov in z različnimi testi pripravljajo teren za inštalacijo glavne kamere za opazovanje. To je pa en tak behemot z 3200 megapiksli, to je največja kamera, kar jih imamo na Zemlji ali pa v vesolju. Opazovanja se bodo začela čez leto in pol in komaj čakamo. Gravitacijsko lečenje. Super stvar, če te zanimajo
temni objekti na drugem koncu vesolja. Znanstveniki so eno izmed takšnih gigantskih naravnih leč uporabili za opazovanje posameznih zvezd v zelo oddaljeni galaksiji. Gravitacija jate galaksij je izjemno povečala posamezne zvezde, znanstveniki so jih našteli 44. To se mogoče ne sliši veliko, zvezd v vesolju je skoraj neskončnokrat več, ampak vsaka zvezda iz mladega vesolja, ki jo imamo možnost opazovati, je dragocena. Če vas zanimajo podrobnosti o leči, torej o gravitacijskem lečenju in o tej raziskavi, si lahko preberete članek na naši spletni strani. Za konec pa še ena okoljska. Observatorij Paranal v Čilu. Ta observatorij je del Evropskega južnega observatorija. Ta observatorij je na super lokaciji. Paranal je najtemnejša lokacija kateregakoli profesionalnega observatorija na Zemlji. Da vsem je vse v redu. Skoraj čez noč se je našlo podjetje, ki želi zgolj 5 kilometrov stran od observatorija zgraditi megatovarno za pridobivanje, kot pravijo, čiste energije. Tovarna bi nebo zasvinjala, tako s prahom kot svetlobo, in s tem bistveno zmanjšala kvaliteto neba in s tem kvaliteto podatkov, ki jih astronomi pridobijo na tej sedaj odlični lokaciji. Ni še jasno, ali bo tovarna dobila dovoljenje za gradnjo, ampak v tem norem svetu me ne bi presenetilo, če bi ga. Upam, da bodo čilske oblasti našle alternativno lokacijo. Puščava v Čilu je pač ogromna, zato ni razloga, da je v principu ne bi mogli. Torej, počakajmo in upajmo, da bodo politične glave ostale trezne. Tako, to je bila 8. epizoda podcasta Portal v vesolje. Upam, da ste se naučili kaj novega in da se vam je mogoče utrnilo tudi kakšno vprašanje. Za vprašanja smo seveda na voljo prek poštnega naslova portalvvesolje@gmail.com. Lahko nam jih zastavite recimo tudi na YouTubu. Če vam je podcast všeč, bom vesel, če dober glas raznesete naokrog. Naslednja epizoda se bo zavrtela čez 2 tedna. Do takrat pa vam želim čim več jasnih noči.